imamo PTSD. Od zadnjič, ko sem govoril glede gesel, sem eno spletno stran, ki vam zna biti zelo zanimiva, pozabil povedati. In sicer je to haveibeenpwned.com. P namesto oja, kar je lead speak. Gre za bazo, v katero vpišete svoj e-mail naslov in on bo vaš e-mail naslov kontinuirano pregledoval z vsemi bazami vdorov v te večje sisteme. Se pravi, v trenutku, ko so recimo vdrli v MySpace, v trenutku, ko so javno izpostavili, da se je vdrlo v LinkedIn, če ste recimo bili takrat registrirani, je ta zadevščina vam takoj povedala, da laufite spremeniti geslo. Se pravi, fajn je, da si na to spletno stran preprosto samo noter si vpišete svoj e-mail naslov in boste v trenutku, ko se bo zvedel kaj, da jaz recimo dam svojega noter, ker mislim, da sem že bil v eni, opala, v enem, če bi kakšnega svojega prejšnjega, bi bilo še dosti bolj hudo. To je sicer en tak nespecifičen vdor, ki ni vdor, ampak je bil samo en skupek gesel, ki so bila čisto narobe. Ampak, tukaj boste dobili mail, če se slučajno javno izpostavi, da je bil vdor, kjer so uporabniška imena pa gesla, iz katere strani potegnili, boste takoj dobili. Tako da tlele, mislim, ja, vidim, da je isto, ja, Valentina, lej, Aha, ja, lej, zato vam izpostavljam to, da nikoli ne uporabljati istega gesla na dveh straneh. To je največja napaka, kar lahko narediš. Narobe, ne? Kaj password 1, pa password 2, pa password 3, ja. To lahko, to AI že lahko pogrunta, mislim, da začne te variacije. Predlagam vam, da uporabljate nek software, ki si vam shranjuje ta gesla, tako kot je LastPass, recimo, LAST, pa ASS, free, Jaz pa imam recimo LastPass inštaliran noter, si mi sinhronizira z telefonom, s tablico, z vsemi računalniki, kjer imam prijavljeno. Tle noter... Veš kaj, LastPass ima v bistvu lokalno shranjeno bazo, ki jo ti dekriptiraš z enim geslom. Se pravi, ti rabiš pol vedeti eno geslo, ki ga vpišeš noter, brez tega gesla je neuporabno. Vsi podatki so neuporabni. Tako da takrat, potem pa se lahko začneš prijavljati noter. Ne vem, če imaš recimo... Če ti nekdo master geslo pogrunta, potem pač ja, zato je fajn, da imaš master geslo malenkost... Ja, lahko imaš tudi vezano, določene aplikacije imajo vezano na prstni odtis. Tako da ti morajo recimo prst odsekati, da pridejo noter. Ja, pa si lahko daš več prstov noter. V večini telefonov si lahko dodaš več različnih prstov noter, če ti slučajno pač traktor povoz. Ja, ampak če imate prste, imate vedno potem backup ene druge. Se pravi, ali imate PIN, ali imate ta... Kaj je to? Ne, tiste, ki moraš narisati, tiste 4 točke ali pa geslo, se pravi, ne moraš samo z prstom aktivirati. Mislim, da te novi Androidi so tudi tako, da ko prežgeš telefon, ne moreš več s prstom, moraš najprej geslo ali pa PIN ali pa pattern je tisto, kako rečejo. Kaj? Oj. No, mislim, LastPass je en, OnePassword je drug, KeepUs je tretji, tega je ful. Ampak katerikoli od tega, imate potem ta gesla shranjena. In on tudi recimo nam pomaga pri generiranju varnih gesel. Na katerokoli spletno stran greste, imate potem en gumbek, kjer kliknete toink, generate secure password, naredi ono žlobodravščino, ki je nobena
trenutna moderna aplikacija ne bo mogla zelo enostavno sesuti. Se pravi, v trenutku, ko imate gesla, ki so daljše od 20 znakov, idealno 30 ali pa 40 znakov, če dopusti spletna stran, je ta stvar secure. Tako da, tole za v prihodnost, dajte si svoje e-maile noter, da boste takoj izvedeli, če je karkoli narobe. Tako da nikoli, prosim, ne imeti istega gesla povsod. Ja, večinoma ne, mislim, ampak to je tako, to je tako, kot veš, imaš samo na enem disku podatke. Ni vprašanja, bo un disk crknil, vprašanje je, kdaj bo crknil. Tako da backup zaradi diskov, ja, kup novega. Ti polagam na srce. Ampak je ful razlika v ceni, ima dejansko koliko veze, ker ne vem, ali so tako 60 evrov, reče pa 150 evrov. Ja, nekateri diski so bolj kvalitetni, ampak imaš tudi druge specifikacije. Imaš recimo vodilo, imaš recimo koliko vrtljajev ima, pa imaš recimo koliko on garantira, da hiter recimo ja, pa da je recimo, ne vem, Western Digital ima tako imenovani RED, ki je specifično narejen za te strežniške, se pravi, da bi zmogel več kot nek domač disk. Zato je tudi, mislim, da je 30% dražji, ampak je kao narejen, da bo zdržal. Ampak vsak disk ti lahko crkne po enem dnevu. Lahko crkne po enem dnevu, Mislim, zdaj iz trdega diska, ki ni SSD, se pravi disk, ki nima nevrtljivih delov, ti lahko še vedno, ne vem, Kotar, tisoč enih drugih podjetij, rešijo podatke ven, tako da prebere iz one magnetne plošče. Iz SSD-ja... A tega se vrtijo? Ja. Vsi? Pa niso taki, že se ne vrtijo? Zato, ker je SSD približno 10krat hitrejši v določenih stvareh. To je pač nova, modernejša verzija, s tem praktično na vseh notesnikih boš videla, ne vem, da je 3krat hitrejši računalnik, če ga bremza ta disk za prenosljivo glavo, mislim, za premično glavo. V vseh teh stvareh, ki so online, v vašo spletno stran se bodo garantirano poskušali ljudje, oziroma se že upisujejo po vsej verjetnosti. Se pravi, spletna stran je na voljo in administracija, dokler ne bomo določenih stvari zaštopali, je na voljo in lahko poskušajo. Kaj pa to geslo? Kaj pa to geslo? Kaj pa to geslo? In ti sicer lahko zaštopaš en IP naslov, ampak on ima recimo dostop do 500 IP naslovov, ki jih lahko samo tak. Tako da, v trenutku, ko imamo, ne vem, geslo 1 ali pa kaj takega, to je no go.